Lepo pozdravljeni v sezoni 2021, kjer bomo skupaj uživali v vrtnarjenju. Midva sva sončne dni v mesecu januarju in februarju že izkoristila za delo na vrtu. To se najbolj pozna na temle jugovzhodnem delu, kjer je nastalo 6 novih gred, na vse skupaj 40 kvadratnih metrov površine. Ves ta del smo pripravili brez uporabe štiharce, brez frezanja ali oranja, brez prekopavanja torej. Poglejmo si pogled, kako je to vse skupaj nastalo. Zelenjave midva pridelava že več kot dovolj na obstoječi površini, ampak smo vrt vseeno razširili in tokrat z namenom, da preizkusava drugačen tip gredic, kot so na vrtu. Tukaj preizkušava ožje grede, ki so bolj primerne za njivski način pridelave, oziroma ubrala bova Market Gardener sistem, ki se uporablja za pridelavo hrane, zelenjave, kjer se uporablja ročno orodje. In v Sloveniji že kar nekaj takih vrtov obstaja, en izmed njih je kmetija Vegerila, kjer Tilen prideluje zelenjavo in z njej smo posneli tudi 4-urno delavnico, ki si jo lahko člani kluba Vrta obilja že pogledate. In osnova tega sistema je res greda širine 75 cm in neke poljubne dolžine. Mi smo izbrali dolžino 5 metrov. In tako je ena greda, enota za vse zasaditve potem in lahko enostavno tudi kolobarimo in rotiramo svoje zasaditve. Taka greda, ker je ozka, lahko enostavno preko nje stopimo in zaradi tega je lahko poljubnih dolžin. Lahko je dolga 10, 20, 25, 50 ali pa tudi 100 metrov. Res brez te končne dolžine, pomembno je samo, da so vse grede enako dolge. Poti med gredami pa so širine nekje 40 do 45 cm, da imamo dovolj manevrskega prostora. Greda tudi nima lesenega okvirja in mreže spodaj. To pa zaradi tega, da lahko pokaževa, da okvir ni nujen za vrtnarjenje brez prekopavanja. Pri njivskem sistemu, kjer imamo daljše gredice, se nam stroškovno tudi ne izide, da bi pripravljali in kupovali toliko lesa in mreže. Še januarja je na tem delu rasla pšenica, na spodnjem delu pa zelenica. In čez to površino sva razgrnila papir v nekje 5 plasteh in ta plast služi, da zaduši torej pšenico in travo pod njo. V nekaj mesecih se je ta plast razgradila, tako kot vse rastline pod to plastjo. In je ključna pri pripravi vrta na novi površini, ki je zelo zapleveljena, tudi recimo na vrtu. Ker imamo pa čiste grede in vsako leto obnavljamo zastirko, pa ta plast ni nujna. Ni nujno tudi, da je to iz papirja, lahko uporabimo nepotiskan karton. Na to površino je sledila prva zastirka in to je skompostirano listje in pa lesni sekanci v samo 2 cm približno. In čisto zaradi tega, da ostane ta papir na mestu, da ga veter ne odnaša. Ta zastirka ni nujna. Najbolj pomembno je naslednje in to je pri pripravi oblikovanju gred sledi 10 do 15 cm komposta kot zastirke. Ta plast skupaj z tisto plastjo papirja spodaj zaduši in res zaustavi rast vseh rastlin pod njo. In s tem smo mi si pripravili površino, v katero lahko takoj že sejemo semena in presajamo rastline. Vmes med te grede pa sledi plast malo manj skompostiranih lesnih sekancev, nekje 5 do 10 cm debeline in služi za stalne vrtne poti. Za rob tega novega dela vrta smo pa uporabljali stare lesene tramove iz kozolca, stare skoraj že 50 let, glih zaradi tega, da bo lažje negovati ta rob med vrtom in pa zelenico, ker je z laksarca oziroma s kosilnico na nitko najlažje tukaj kositi zelenico in vzdrževati ta rob. To ni dejansko rob dvigenih gred, temveč bolj opravlja nalogo razmejitve med zelenico in samim vrtom. V
zgornjih 3 gredah sem preizkusila v gojenju užitnega in pa rezanega cvetja. Že res, da nabirava smradi cvetove trobentic in jih dodamo solatam, ampak tle hočemo iti še en korak dlje in res poznati užitno cvetje, ki ga lahko sami gojimo na vrtu. Spodnje 3 grede pa so pripravljene za zelenjavo, za zasaditev primerjalno, ker kot vidimo po barvi, gre za 3 različne komposte, kateri so zastrti za pripravo gred. Najbolj na moji levi strani je kompost temne barve, gre za vermikompost, ki ga pridelujeva sama. Niso še imela časa, da bi vse zapomnila do konca, to naj še čaka, ampak zgornji del je že skoraj pripravljen. Na sredini vidimo malo bolj rjavkasto barvo že, gre za skompostiran konjski gnoj, kateri je bilo malo več nastilja žagovine, zato taka bolj rjavkasta barva. In se že super obnese za setev, smo ga že tudi stestirali, tako da komaj čakamo, da zasejemo zares. Tule pred menoj oziroma na skrajni desni strani je pa material, ni še kompost, ampak je substrat od šampinjonov, prepoznamo še malo slame noter, kakšne grudice, ampak upamo se ga uporabiti zaradi tega, ker je ta material pred naselitvijo šampinjonov pasteriziran. To pomeni, da je toplotno obdelan in ni ne semen plevela, niti nobenih patogenih organizmov. Zato ga lažje uporabljamo. Njega ne moramo sijati semena, treba uporabljati sadike. Ta primerjalna zasaditev še ni točno razdelana, glede na to, da grede te tečejo smeri sever-jug, bodo zasaditve usmerjene vzhod-zahod oziroma zahod-vzhod, čisto tako, da imamo isto število različnih zasaditev na vsaki gredi in te rezultate bomo seveda objavljala sproti, kako bo vse lepo raslo. Na tako pripravljeni površini lahko res gajamo katerokoli rastlino si poželimo. S tem najnim podaljškom pa se je vrt obilja razširil kar na 400 kvadratnih metrov, ki ga že lahko skoraj poimenovala njiva obilja. Vse videe do zdaj smo zaključila s pozdravom, pa ne pozabite uživati v vrtnarjenju. Po nama je pa tudi letos po zimi pisala gospa Irena, pa je rekla, da možgani pa tudi vesolje ne zazna besedo ne. Tako da bomo zdaj spremenila najin pozdrav in bomo ga lepo zaključila. Uživajte v vrtnarjenju še naprej. To pa glih zaradi... To bi še enkrat. Brez tega... Slab pri savici je v nosu. Ok.